Dobrodošli na doživljajsko-zgodovinskem potepanju po čezmejni cesti gradov v sklopu projekta Castle Road, ki tematsko povezuje območji jugovzhodne Avstrije in severovzhodne Slovenije. Na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije se bohotijo mogočni gradovi in utrdbe, ki so na vihravem mostišču med srednjo in jugovzhodno Evropo skozi stoletja nudili zavetje tukajšnjemu prebivalstvu. Zajeto območje po številčnosti tovrstnih zgradb prednjači v vseevropskem merilu. Pred 40 leti so se gradovi in dvorci na jugovzhodu Avstrije povezali v cesto gradov, Die Schlösserstraße, z namenom družnega negovanja bogate in razgibane zgodovine ter skupnega nastopa na turističnem tržišču. V sklopu projekta Castle Road, čezmejnega programa sodelovanja Interreg VA Slovenija-Avstrija, si je cesta gradov utrla pot tudi na slovensko stran. Potovanje po cesti gradov se je pričelo v Pomurju in sicer v dvorcu Rakičan, odkoder prihaja vodilni partner projekta Castle Road, raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Drugi postanek v Pomurju je bil obisk Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki se nahaja v gradu Murska Sobota. Naslednji postanek v Pomurju je bil v Lendavi, kjer v objemu Lendavskih goric domuje galerija Muzej Lendava. Naša četrta postojanka je bil grad, največji grad na Slovenskem, ki se nahaja na Goričkem. Zadnji izmed pomurskih gradov je grad Negova, ki je arhitekturna, turistična ter poslovna celota, primerna za poslovna srečanja, prireditve in organizacijo praznovanj ter porok. S poznavanjem štajerskih gradov smo pričeli v gradu Slovenska Bistrica, kjer smo spoznali zanimivo zgodovino Slovenske Bistrice, slikovitega mesta izpod vznožja Pohorja. Sledila je pot proti Ptuju, najstarejšemu mestu na Slovenskem, kjer nad reko Dravo kraljuje ta mogočni grad. V nadaljevanju nas vodi pot po Ptujskem polju do gradu Velika Nedelja, ki domuje na idiličnem hribu vinorodnih Slovenskih goric in nas seznani z bogato zgodovino križniškega reda. Končna postaja je bil obisk mesta Ormož, ki leži ob reki Dravi in Ormoškem jezeru, kjer smo obiskali grad Ormož in grajsko pristavo ter doživeli zanimivo zgodbo bogate ormoške zgodovine. Dobrodošli Dvorec Rakičan, dobrodošli Prekmurja. Vabljeni, da nas obiščete naš prekrasen dvorec, naš prekrasen park, konjiški center, naše grajske dvorane, mogoče obiščete našo galerijo, skratka, mogoče celo vinsko klet. Skratka, veliko tega imamo za ponuditi. Vabljeni. Nahajamo se v konjeniškem centru dvorca Rakičan. Konji so že v preteklosti igrali pomembno vlogo v dvorcu Rakičan, pomembna vloga pa jim pripada tudi danes. Trenutno imamo v konjeniškem centru nameščenih okrog 20 konjev. V konjeniškem centru ponujamo učne ure jahanja, jahanje ponija v maneži, ponji urice za najmlajše. V času poletnih počitnic ponujamo tudi počitniške tabore s konji, v okviru katerih se otroci naučijo pravilnega pristopa do konja, pravilne nege. Počitniški tabori pa seveda vključujejo tudi učne ure jahanja. V ozadju se vidijo naše kočije. Poseben ponos sta kočija 21. stoletja in pa e-kočija na električni pogon. Obe kočiji smo razvili v okviru dveh projektov čezmejnega sodelovanja. Prvo kočijo 21. stoletja, smo razvili v okviru projekta Horse-Based Tourism, programa sodelovanja Slovenija-Madžarska. Drugo kočijo, e-kočijo na električni pogon, pa smo razvili v okviru programa sodelovanja Slovenija-Avstrija. V dvorani se prepletajo historični elementi z modernimi elementi. Tako imamo recimo strop iz starih zidakov, ki smo jih morali pred obnovo vse ročno očistiti, in pa moderne IR panele, na katerih so nameščene fotografije gradov, ki jih lahko obiščemo vzdolž čezmejne ceste gradov. V dvorcu Rakičan imamo 15 sob, trenutno pa se nahajamo v eni naših najlepših sob, to je soba Tulipanovec s čudovitim razgledom na Rakičanski park. Trenutno je v galeriji na ogled razstava likovnih del umetnikov, ki so tako ali drugače povezani s Prekmurjem.
Umetniška dela so se preselila k nam v dvorec Rakičan na pobudo župana mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandra Jevška. Preselili pa so jih iz depoja galerije Murska Sobota. Trenutno se nahajamo v razstavno-doživljajskem kočijaškem centru v dvorcu Rakičan. Omenjeni prostor predstavlja celostno zasnovo, ki združuje razstavni prostor, potem kočijaško dediščino regije, kot tudi stičišče za različne promocijske izvedbe promocijskih aktivnosti in kulturnih aktivnosti. Obnova celotnega prostora, kot tudi vzpostavitev razstavnega prostora, je plod sodelovanja čezmejnih organizacij Slovenije in Madžarske v okviru projekta Horse-Based Tourism. Omenjeno pa predstavlja tudi pomemben element k ohranjanju kočijaške in konjeniške dediščine regije. Del kočijaške zbirke je potem tudi krajši predstavitveni dokumentarni film, ki predstavlja zgodbo razvoja kočij skozi čas. Obiskovalci se pa potem lahko sprehodijo tudi ob različnih razstavnih panojih, pri čemer vsak razstavni pano predstavlja eno točko v zgodovinskem razvoju kočij. Novost našega kočijaškega muzeja je pa potem tudi nova aplikacija. To je mobilna aplikacija, ki si jo lahko obiskovalci naložijo na svoje pametne telefone ali pa tablice in potem v angleškem, slovenskem ali pa nemškem jeziku pridobijo tudi različne informacije o teh naših kočijah, v samem dvorcu ter naši ponudbi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovani obiskovalci, gospe in gospodje, pri nas v Pomurskem muzeju Murska Sobota, ki domuje v Soboškem dvorcu oziroma Soboškem gradu pogovorno. Dovolite, da vas povabim v našo družbo, da spoznate naš grad in naš muzej. Baročni salon je izvirni prostor, ambient iz 18. stoletja, ko je Soboški grad pod lastništvom grofov Saparijev, madžarske plemiške rodbine, dobil svojo baročno preobleko. In v tem največjem in hkrati tudi najlepšem grajskem prostoru, ki je prav tako del stalne postavitve Pomurskega muzeja, se poleg ogledov vrstijo tudi številne svečanosti, slavnosti, posebni program. Grofje Sapari so v 17. stoletju odkupili Soboški grad, posest tukaj v Prekmurju in vse do leta 1930 so bili njegovi lastniki. Leta 1934 je sam grad odkupila tedanja občina Murska Sobota, ostanki originalne opreme pa so danes vključeni v stalno razstavo Pomurskega muzeja skupaj z arheološko, etnološko in zgodovinsko zbirko. Vse to si lahko naši obiskovalci ogledajo tukaj v prvem nadstropju. Sam muzej deluje znotraj 3 grajskih prostorov že vse od leta 1956. Širil je svojo dejavnost, svoje razstavne prostore in danes kot upravitelji celotnega gradu, ki je še zmeraj v lasti občine in je tudi občinski spomenik, sprejemamo naše goste od blizu in od daleč. Dobrodošli. Ena izmed pomembnejših zbirk v našem Pomurskem muzeju Murska Sobota je zagotovo lončarska zbirka. Še več, kot vidite tu na stalni razstavi, je tudi v naši zbirki. No, tu v tem prostoru pa predstavljamo predvsem lončarske izdelke, torej 3 tipe žganja, glazirano posodo, enkrat žgano posodo in pa tako imenovano čarno posodo. Tudi najbolj izrazite ali pa najbolj značilne izdelke lončarske zagotovo sta to bila putra, torej vrč za prenašanje vode in pa tale veliki lonec, imenovan par, v katerem so parili oziroma prali v glavnem platno. No, tam pa imamo tudi eden pomemben kos iz naše zbirke, torej iz zbirke skrinj. Gre za tesano skrinjo, tesanko iz leta 1839. Gre za enega izmed starejših kosov na Slovenskem. Posebna pa je zaradi tega, ker gre za obliko izdelave, torej
obliko oziroma tehniko tesanja, govorimo o ročnem tesanju z orodji, brez kakršnih koli ostalih pripomočkov in pa vstavljanje potem sprednjih stranic v same utore, zato je ta tehnika tudi izjemna, torej gre še za starejšo tehniko. Posebne pa so skrinje predvsem zaradi svoje rezbarije oziroma ornamentov, okrasja in še kako značilna rozeta, torej 6-listna rozeta, ki je hkrati na en način tudi simbolno varovala vsebino v takšnih skrinjah. Posebni muzejski kosi v našem muzeju, predvsem zaradi tega, ker so redki, so tudi kosi oblačil, tako imenovane hetiške noše, narodne noše, in sicer gre za moško nošo in pa za žensko nošo. Lahko govorimo tudi o oblačilnem poročnem videzu, torej so jih uporabljali tudi ob poroki. Posebni, vredni, lahko bi rekla skoraj da umetnostni, pa so predvsem zaradi svojih vezenin. Pozdravljeni na Lendavskem gradu. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Lendvai várban. V našem gradu si lahko gledate različne zbirke, različne razstave. Stalne zbirke, ki so na ogled, so stoletja Lendave, je sakralna dediščina okolice Lendave, se pravi, gre za arheološko razstavo, tudi gre za spominske sobe Štefana Galiča, Đorđa Zale. Poleg vseh teh stalnih razstav imamo tudi priložnostne razstave, se pravi, gre za likovne razstave, ki jih prirejamo v različnih obdobjih leta. Nahajamo se v spominski sobi Đorđa Zale, se pravi, gre za kiparja, ki je rojen tukaj v Lendavi leta 1858 in v otroštvu je nekaj časa prebival v Lendavi in se nato v času, ko je se izobraževal, bival v Münchnu in v Budimpešti, kjer je tudi pol ostal in je v bistvu tudi svoje življenjsko delo tudi naredil. Za mano se nahaja milenijski spomenik. Gre v bistvu za spomenik, ki se nahaja v srcu Budimpešte na Trgu herojev. V bistvu najbolj značilno njegovo delo. Poleg tega pa imamo tudi nekaj njegovih portretov oziroma manjših skulptur. Gre za v bistvu neoklasicističnega kiparja, ki je bil odličen portretist, nenazadnje je portretiral takratno Smetano Avstro-Ogrske monarhije. Podstrešje Lendavskega gradu iz leta 1750 cirka. Zanimiva konstrukcija, ki v bistvu je na nek način oplemenitena z razstavo male plastike v bronu. Gre za razstavo, ki je nastala, ki je plod naših mednarodnih likovnih kolonij tukaj v Lendavi. Gre za drugo najstarejšo likovno kolonijo v Sloveniji. V zadnjih 16 letih smo se specializirali na tehniko odlivanja v bron in pravzaprav na povabilo vsako leto sodelujejo akademski kiparji iz Srednje Evrope in gre za v bistvu že uveljavljene kiparje, poleg tega pa tudi vsako leto pokličemo tudi še tiste, ki so na poti do tega, se pravi mlajšo generacijo, da sodeluje pri koloniji in spoznava tehniko odlivanja. Zdaj v tej zbirki so v bistvu približno oziroma v tej zbirki je približno 120 skulptur malih dimenzij v bronu in pravzaprav poleg tega, da si lahko gledamo to razstavo, lahko občudujemo
konstrukcijo podstrešja. Arheološka razstava Zemlja, ogenj, voda. Razstava kot taka je nastala v sodelovanju z Pokrajinskim muzejem Murska Sobota. Oni so nam v bistvu posodili te razstavljene predmete. Gre pa za predmete, ki so bili najdeni ob arheoloških raziskavah tukaj v lendavski občini, se pravi, to je izkopavanja vzdolž avtoceste, se pravi od Pinc do Dolge vasi. In gre za različna najdišča, z različnih obdobij predmeti. Tukaj recimo si lahko ogledamo predmete iz pozne bronaste dobe in potem nadaljujemo recimo v tej smeri, kjer pač si lahko ogledamo nekaj predmetov z antike in seveda zaključimo z predmeti iz starega veka. Pred nami je razstava, ki govori o sakralni dediščini Lendave z okolico. Tukaj na tej razstavi želimo pravzaprav prikazati ljudem, kako bogata zgodovina je v bistvu tukaj v Lendavi, se pravi, kar se tiče veroizpovedi. Se pravi, tu se nahajamo na območju, kjer je pač več veroizpovedi in zaznamuje to pokrajino že v bistvu stoletja. In pravzaprav iz tega obdobja izvirajo tudi ti artefakti, se pravi ti predmeti. Nahajamo se v razstavnem prostoru, kjer imamo postavljeno stalno razstavo o hetiških vezeninah. Pravzaprav gre vedeti o Hetišu. Hetiš je pokrajina, ki je v bistvu locirana ob meji z Madžarsko, se pravi Slovenija-Madžarska, zajema 7 vasic. Razstava kot taka govori tudi o predelavi, se pravi od konoplje, lanu in vse v bistvu do končnega izdelka. Spominska soba Štefana Galiča. V eni sobi si lahko ogledamo njegove metulje, v drugi sobi njegove grafike. Štefan Galič je bil naš rojak, rojen leta 1944, preminil je leta 1997. Bil je odličen slikar, grafik, velik poznavalec in zbiralec metuljev in drugih starin. No, tukaj na Lendavskem gradu so predstavljeni njegovi metulji, se pravi, gre za metulje iz celega sveta, okoli 2000 različnih metuljev si lahko ogleda obiskovalec in poleg tega pa v sosednji sobani njegove grafike, se pravi njegove lesoreze, ki jih je izdeloval v različnih ciklih svojih. Skratka, dobrodošli na Lendavski grad. Lepo pozdravljeni na največjem gradu na Slovenskem, na gradu na Goričkem, ki je tukaj me obdaja na tem dvorišču. Kot vidite, ima 3 arkadna dvorišča in seveda zgornjo teraso, kjer se je nahajal prvi grad iz 11. stoletja. Današnja podoba gradu je deloma že obnovljena, deloma čakamo še na nova sredstva. V gradu ima sedež javni zavod Krajinski park Goričko, ki predstavlja v svojih pritličnih prostorih našim obiskovalcem rokodelske obrti, viteško dvorano, v nadstropju pa tudi poročno spalnico in prostore z naravoslovno vsebino. Seveda grad ne bi bil grad, če ne bi imel tudi grajske kleti, v kateri je prijetno hladno in v kateri hranimo gorička vina naših malih vinogradnikov. V gradu imamo tudi trgovinico, kjer prodajamo spominke in kaj za podzob, in pa seveda 4 spalnice, kjer lahko gostje doživijo ugodje, grajsko ugodje v spalnicah, tako kot so morda nekoč tukaj stanovali predniki, graščaki in grofice, ki so v zgornjem gospodskem nadstropju prebivali. V 4 spalnicah ni
ni hladilnikov, tudi interneta ne in ni televizije, zato se ljudje tukaj dobro spočijajo in ker je okolica mirna v gozdu, doživijo naravo v celi njeni vrednosti in lepoti. Vabljeni. Trenutno se nahajamo v naravoslovni sobi Kukavica, zraven je še naravoslovna soba Upkač in Vidra. To je del grada, kjer je predstavljena narava Krajinskega parka Goričko, za razliko od ostalega dela grada, kjer je bolj predstavljena zgodovina ali pa lokalne obrti. Tukaj pa poskušamo predstaviti oziroma izobraževati ljudi o pomenu narave, o pomenu zavarovanega območja Krajinski park Goričko. In kot v bistvu vidimo tudi na teh fotografijah, kjer je del Goričkega tudi predstavljen, tudi naše aktivnosti v naravi. Dolgo časa smo razmišljali, kako bi poimenovali to naravoslovno sobo, potem je pa nekako prišla ideja, da bi bilo dobro, če bi poimenovali po neki vrsti, ki je značilna za območje Krajinskega parka Goričko, ki je pogosta, ampak nismo se pa mogli odločiti, ali bi to po rastlini, ali bi to po živali, po kakem ptiču, kakem metulju ali kaj podobnega. In takrat je prišla ideja kukavica. Kukavica je lahko rastlina, lahko je pa tudi ptič. To sta v bistvu rastlina, divja orhideja, ki jo pozna večina ljudi, ptiča kukavico pa prav tako. No, sosednja soba Upkač je pa dobila ime po smrdokavri, še eni značilni živalski vrsti za območje Krajinskega parka Goričko. Potem še soba naprej je pa Vidra. Vidra je pa na nek način kraljica Goričkega. Zanimivo je to, da je območje Goričkega ena najbolj sušnih pokrajin v Sloveniji, z najmanj padavin, po drugi strani pa imamo dokaj zdravo, lahko rečem celo za Slovenijo, eno največjih populacij vider. To enostavno pomeni samo to, da kljub temu, da nimamo večjih rek, da so tukaj več ali manj samo potoki, da so ti potoki še polni rib, polni školjk, rakov, kjer pač vidra najde dovolj hrane, da lahko preživi v našem okolju. Nahajamo se v največji sobani našega gradu. Včasih so bili tukaj 3 prostori, po obnovi je postal en prostor in v njej je Bram de Hont, slikar iz Nizozemske, ki živi v Prosečki vasi, pred 3 leti postavil na zid to svojo največjo sliko. Gre v bistvu za sliko, ki je ime Trenutek plesa in slika, če jo dalj časa gledamo, začne tudi plesati. V bistvu pa gre za eksperiment oziroma lahko bi se reklo tudi logaritem 3 osnovnih barv, kako se one prekrivajo in kako nastajajo potem ti vzorci. Zgornje nadstropje gradu z grajsko poročno in koncertno dvorano ter spalnice so obnovljeni po načrtih Maruše Zorec in tukaj v tej dvorani se poročajo mladi pari. Občasno prirejamo tudi koncerte, dvorana je dobro akustična, imamo tudi koncertni klavir, seveda klasično glasbo in pa seveda gostimo tudi včasih pevce, skladatelje in pa vse umetnike. V prvi vrsti si želimo seveda naših goričkih mladih ustvarjalcev. Nahajamo se v najstarejšem delu gradu, v renesančnem palaciju, vidimo že po razsežnosti soban, ki so visoke, velike in te prostore smo po obnovi namenili umetnikom. Tukaj razstavljajo umetniki iz naše regije, vabimo takšne, ki ustvarjajo tudi z področja narave, kot vidimo na tej razstavi Tatjane Mijatovič, ki jo je namenila reki Muri in pa ribam v sami reki. Sicer pa menjavamo razstave vsako leto vsaj 3-krat, občasno prihajajo k nam tudi umetniki iz tujine, iz Avstrije in tudi iz drugih krajev Slovenije. Z gradom upravlja javni zavod Krajinski park Goričko, ki je tesno povezan tudi z Krajinskim parkom, ki grad obdaja v 11 občinah. In v pritličnih prostorih smo seveda namenili delavnice rokodelskih obrti in dejavnosti, ki so na Goričkem bile značilne. Kot je tale tukaj, gre za tkalstvo. Včasih so si ljudje pridelali platno na njivah, sami so pridelali lan in konopljo, potem to spredli in stkali na statvah, v platno in iz tega se šili tudi obleke. Poleg tkalstva imamo v gradu še kovaštvo, kolarstvo, vrvarstvo, žganje kuho, zeliščarstvo in lončarsko delavnico.
vse z namenom, da ohranjamo tudi to nesnovno kulturno dediščino, ki je bila značilna za prebivalce v Krajinskemu parku Goričko, in tudi z namenom, da se morda ta obrt, ki počasi že izumira, kdaj tudi obnovi. Tukaj imamo tudi nekaj že novih naprav za tkanje oziroma za prejo. To je ta kolovrat, recimo, ki je popolnoma funkcionalen, in seveda včasih v projektih tudi izvajamo tečaje za tkanje ali lončarjenje. Ogled grajskih prostorov ponavadi zaključimo tukaj v kleti, ki smo 6 metrov pod zemljo. Za mano so flaširana vina naših goriških vinogradnikov, ki jih potem tudi ponudimo. Gostje naši si ga radi tukaj tudi spijajo, tudi kaj zapojajo in seveda odnesejo kakšno steklenico tudi za domov. Ja, dobrodošli na grajskem kompleksu gradu Negova. Grajski kompleks grad Negova je sestavljen iz 3 delov in se je nekako razvijal v 11. in 12. stoletju iz lesenega strelskega dvorca. Celotni kompleks je danes arhitekturna, turistična in pa poslovna celota, ki je namenjena prireditvam, dogodkom, festivalom in pa privatnim slavjem. Jeseni 1811. leta je Jurij Slaček pri oranju svoje njive naletel na nekaj nenavadnega v zemlji. Odkril je kar 26 bronastih čelad, ki so bile zakopane, zložene ena v drugo. Od takrat pa vse do danes te čelade burijo raziskovalne duhove. Kar nekaj različnih teorij o tem obstaja, kdo je te čelade izdelal, kdo jih je uporabljal in predvsem kdo jih je v Ženjaku zakopal. Čelade predstavljamo našim obiskovalcem, prav tako tudi njihovo pot iz Ženjaka do muzejev v Gradcu, na Dunaju in Ljubljani. Ne samo to, da so čelade še danes skrivnostne zaradi zapisov, ki jih nosita 2 na krajnikih, pač pa tudi zato, ker so te čelade pomembno vplivale tudi na samo zakonodajo o hrambi arheoloških najdb v takratni monarhiji. Tik ob grajskem kompleksu Negova se nahaja lepo urejen, bogat zeliščni vrt, ki ponuja obiskovalcem prav posebno doživetje. Seveda pa je s temi posebnimi, čudežnimi rastlinami povezana tudi zgodba o najbolj prijaznem grajskem duhu, o zeliščarki Apoloniji. In vsako leto za obiskovalce pripravimo še posebno vznemirljivo doživetje, to je zeliščni dan, na katerem se predstavljajo vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo z zelišči. Obiskovalci pa lahko mnogo zanimivega zvedo tudi skozi zanimiva strokovna predavanja, delavnice in seveda zabavni program, ki je sestavni del tega dogodka. Zeliščni vrt je za obiskovalce gradu Negova prav posebno doživetje. Te čudovite, posebne rastline tukaj ne samo, da lepo cvetijo, tudi lepo dišijo in povezane so z našim najbolj prijaznim grajskim duhom, to je seveda zeliščarka Apolonija. Zeliščarka Apolonija, najbolj prijazni grajski duh, vam tukaj pomaga izpolniti srčno željo, povezano z zdravjem ali z ljubeznijo. Apolonija Heric je bila namreč žrtev zadnjega čarovniškega procesa na našem področju, samo zato, ker se je ukvarjala z zelišči, ker je pomagala ljudem zdraviti tudi živino s pomočjo zelišč, no tukaj pa lahko z čarobnim trakcem, ki ga privežete na njeno popotno palico, pripomorete, da se vam želja uresniči. Naše najmlajše bodo v grajski kleti seveda najbolj navdušili prebivalci. Žabja, kraljeva družina, je tukaj prisotna in pazite, kamor stopate, da si domov ne odpeljete kakega žabjega prekletstva. Kraljica namreč svojo krono pod dnevi skrbno skrije, da ne bi ostala brez nje.
Grad Negova je lokacija za sprostitev in doživetja, ki jih pogosto spremlja umetnost. Naše obiskovalce vabimo, da pridejo in doživijo še mnogotere druge zanimive zgodbe. Vabljeni na grad Negovo. Dobrodošli v Bistriškem gradu, kjer se lahko sprehodite po čudovitih grajskih prostorih, kjer si lahko ogledate čudovite baročne freske Bistriškega gradu. Prav tako si lahko privoščite kakšno posladek oziroma kavico tukaj v čudovitem ambientu Cuker kuhne ali pa obiščete eno od naših številnih prireditev, ki jih izvajamo prav na teh grajskih dvoriščih. Tako nahajamo se v najlepšem prostoru Bistriškega gradu, v viteški oziroma slavnostni dvorani, ki je pravi slovenski baročni biser, saj so freske nastale že v davnem 18. stoletju. Točno jih je naslikal Atemsov grajski freskant Franz Ignaz Flurer med leti 1717 do 1721, se pravi prav letos praznuje 300 let freska. Sama freska na stropu prikazuje Herkulovo apoteozo, sprejeti Herkula na Olimp med grške bogove in prav grof Atems, Ignaz Marija Atems, se je rad poistovetil z Herkulom in bi lahko rekli, da imamo tudi njegovo identiteto samega Ignaca Marija Atemsa vidno na samem stropu tele čudovite viteške dvorane Bistriškega gradu. Na severni steni viteške dvorane je upodobljen grb Atemsov, ko je na južni strani upodobljen grb njegove druge žene, grofice Herberstein. Nad vrati so pa upodobljeni medaljoni, v kateri so upodobljeni puti v 4 letnih časih, kar je bilo zelo značilno za barok, da so slikali tole minljivost časa. Dvorana je nekoč bila uporabljena za kakšne plese, za sprehode samih gospodov Atemsov, danes pa seveda dvorano uporabljamo za koncerte, različne prireditve. Spet se nahajamo v enem čudovitem prostoru Bistriškega gradu, na tako imenovanem reprezentančnem oziroma glavnem stopnišču. Še en lep primer fresk, ki jih je naslikal nemški freskant Franz Ignaz Flurer, eden izmed mnogih freskantov, ki so delali za Ignaca Marija grofa Atemsa. In freska prikazuje en lep primer visokoiluzionističnega freskanstva na Slovenskem. Eden najpomembnejših prostorov Bistriškega gradu je spominska soba dr. Zore Janžekovič. Zdravnica, ki je rojena Bistričanka, je bila začetnica zdravljenja opeklin in ena velikih, bi lahko rekli, izumiteljic nekakšne nove tehnike zdravljenja opeklin že pred mnogimi leti. In prav te metode, ki jih je ona uporabljala pri zdravljenju teh opeklin, so se ohranile še danes. Tako da je pustila velik pečat v slovenski medicini, doma in širom po svetu. Eden od 4 stolpov Bistriškega gradu je tudi okrogel, vsi ostali 3 so oglati. In prav v drugem nadstropju tega okroglega stolpa se nahaja čudovita razstava Petrolejke skozi čas, ki priča o izjemni razvitosti glažutarstva na Pohorju, ki se je razvijalo nekje od sredine 19. stoletja pa vse do začetka 20. stoletja, ko je industrija pregnala tole manufakturno proizvodnjo. Tako da tile glažutarski izdelki, ene izmed tak so tudi Petrolejke, pričajo o tem, da so bili ti izdelki, ki so jih izdelovali na Pohorju, v tistem času eni najlepših in najboljših, zraven seveda beneških, v Evropi. Številni gradovi imajo svoje skrivnosti. Tudi Bistriški grad ni izjema. Tu pri nas prebiva grajska bela dama, ki jo ti pravimo. Včasih nam malo ponagaja, včasih nam pa seveda pomaga. Zgodba pripoveduje o tej grajski dami daleč nazaj zgodovino, da je gospa zbolela z neozdravljivo boleznijo kugo. In so se ostali bali, da se ne bi tudi ostali okužili, so jo zaprli prav v ta okrogli stolp, kjer je tudi potem sama izolirano umrla in njen duh še danes prebiva v Bistriškem gradu. V pritličnih prostorih Bistriškega gradu se nahaja grajska vinoteka.
Tukaj se da tudi pokušati vino naših bistriških pridelovalcev vin. Naše znano s poreklom zaščiteno vino je Ritterzneuschan, kateri je odličnega okusa. Zraven je pa na ogled še tudi zbirka, glažutarska zbirka teh starih steklenih izdelkov iz Pohorja. Na drugi strani grajske vinoteke pa tudi en del Arkove etnološke keramične zbirke. Sicer pa je prostor nastal na podlagi evropskega projekta Via Savaria, Martinova pot, ki je samo ime svetega Martina, ko se mošt spremeni v vino, priča o tem, da smo vinorodni okoliš in k temu tudi sloni naša grajska vinoteka. Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Ptujskem gradu, ki je eden najstarejših, eden najbolje obiskanih in zagotovo tudi eden najlepših gradov na Slovenskem. Gre za kulturni spomenik nacionalnega pomena v državni lasti in upraviteljstvu Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. V muzeju smo izjemno veseli in počaščeni, da so kar 3 naše lokacije del mreže ceste gradov. Torej, poleg Ptujskega gradu je tu še grad Velika Nedelja in grad Ormož. V Ptujskem gradu domuje več zbirk in če začnemo najprej v pritličju gradu, si lahko pogledamo zbirko orožja, ki je zbirka nacionalnega pomena, enako pa velja tudi za zbirko historičnih glasbil. Sprehod po prvem nadstropju sledijo ambientalno urejeni prostori in zbirka fevdalne stanovanjske kulture, slavnostna dvorana zbirko slik turkerij, potem v drugem nadstropju galerija gotskih umetnin, galerija baročnih umetnin in pa razstava o zgodovini gradu in lastnikih. V nekdanji grajski konjušnici na spodnjem grajskem dvorišču je na ogled zbirka tradicionalnih pustnih mask, značilnih za naše območje, in pa en prostor je namenjen tudi občasnim razstavam. Zbirka orožja je zbirka državnega pomena. Šteje preko 500 kosov orožja, sečnega, bodnega, lovskega in športnega ter zaščitne opreme iz časa vse od 15. do 20. stoletja. V tej zbirki bi izpostavila 5 topov, ki spadajo med najstarejše ohranjeno topovsko orožje na Slovenskem. V zbirki glasbil, ki je prav tako zbirka državnega pomena, hranimo preko 300 historičnih glasbil, ki se delijo v različne sklope. To so godbena glasbila, salonska glasbila, glasbila iz arheološke dediščine, ljudska in pa neevropska glasbila. Med glasbili in zvočili iz arheološke dediščine bi izpostavila Tibijo. Prvo nadstropje Ptujskega gradu je ambientalno urejeno s pohištvom in umetninami iz časa od 16. do 20. stoletja. Gre večinoma za zapuščino zadnje plemiške rodbine, rodbine Herberstein. Med tem pohištvom in umetninami bi izpostavila stenske preproge ali tapiserije, ki so bile stkane v Bruslju v 17. stoletju in so zapuščina rodbine Lesli. Slavnostna dvorana je največji prostor na Ptujskem gradu. Nekoč je bila namenjena prireditvam, pogostitvam uglednih gostov, koncertom in plesom in še dandanes jo uporabljamo predvsem za koncerte in tudi poroke. Stene slavnostne dvorane pa krasijo slike tako imenovane turkerije. Gre za evropsko serijo slik s turškimi motivi z konca 17. stoletja. Te slike pa kažejo na zanimanje bogatih, izobraženih Evropejcev za tuje, oddaljene, eksotične dežele. Zdaj pa, dragi obiskovalci, vas vabiva v Ptujsko grajsko klet, globoko pod grajske sobane, kjer postrežemo najboljše od najboljšega. Spoštovani obiskovalci, dobrodošli v grajski vinski kleti, v kateri stoji ena manjša pravzaprav zbirka vinarskih in vinogradniških orodij, zasnovana že davnega leta 1936, ki se je selila od vodnega stolpa pri Dravi
preko žitnice, potem pa nazadnje našla svoj dom tukaj v Grajski vinski kleti. V tej kleti pripravljamo prav posebne degustacije vin, s katerimi so polnili bogate grajske kleti. Vina prihajajo iz Slovenskih goric in Haloz. Vsako leto v Grajski vinski kleti ponudimo v pokušino odlična vina, ki jih ocenijo najvišji oziroma najboljši strokovnjaki Slovenije na grajskem vinskem ocenjevanju konec maja. To je, bi lahko rekli, presek najboljšega, kar imamo v Slovenskih goricah in Halozah, in najboljše med tem potem lahko pokušate v naši Grajski vinski kleti. Zdaj pa še ena majhna ali pa velika posebnost ptujske Grajske vinske kleti, sod Velikan. Nekaj čez 40 tisoč litrov velik sod, ki je bil v uporabi do leta 2008. Po njem lahko nazdravite. In še nekaj, vse, kar se zgodi v sodu, ostane v sodu. Ptujski grad ni samo eden najbogatejših in najlepših slovenskih muzejev, ampak tudi simbol najstarejšega slovenskega mesta. Podobo mogočnega gradu lahko obiskovalci ozrejo že na poti po avtocesti in gre za eno povabilo v mesto, da ga raziščejo, da se obogatijo z vsemi bogatimi vsebinami, ki jih ponuja. Vsa dediščina, ki je spravljena za zidovi tega gradu, resnično priča o bogati zgodbi najstarejšega slovenskega mesta. Gre za ključno točko, iz katere pa se odpira tudi prekrasen pogled na mesto, na Ptujsko jezero, in z obiskom Ptujskega gradu lahko obiskovalec resnično dobi edinstveno izkušnjo vsega tega, kar mesto ponuja. Raziskovanje starih ulic, ki se vijejo pod starim mestnim jedrom, ali aktivnosti športne, ki jih ponuja Ptujsko jezero, najstarejša vinska klet in vsi ti razgledi, ki se odpirajo iz gradu, so pa samo še en dodaten motiv, zakaj priti, obiskati, doživeti, okusiti najstarejše slovensko mesto. Pozdravljeni in dobrodošli v gradu pri Veliki nedelji. Tukaj ima Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož svojo muzejsko enoto. Na ogled imamo etnološko zbirko, grajsko kapelo in razstavo Velika nedelja skozi stoletja. Vabljeni na obisk. Med najlepše prostore v velikonedeljskem gradu spada grajska kapela, na katerem je čudovit baročni strop. Na njem izstopa črni križ, ki je značilen za križniški red. V kapeli pa se nahajata tudi znamenita kipa, in sicer sveta Barbara in Katarina. Gre sicer za kopiji, originala pa se nahajata na Ptuju v Grajski galeriji. Ob omenjenih kipih je na Ptujskem gradu tudi oltarna slika, ki se je nekoč nahajala v velikonedeljski grajski kapeli. Bogastvo etnološkega izročila širšega ormoškega območja lahko vidimo v etnološki zbirki v gradu pri Veliki nedelji. In sicer je tukaj razstavljeno več kot 1000 predmetov, ki izhajajo samo iz tega širšega ormoškega območja. Nastanek zbirke sega nekako v 80. leta. Predmete smo dobili z zbirateljsko akcijo, nato pa smo jih nekako smiselno uredili in razporedili ter iz tega naredili etnološko zbirko. Največji del predmetov izhaja iz prve polovice 20. stoletja, lahko pa se sprehodimo skozi kuhinjo, potem veliko hišo, vidimo predmete, ki so jih ljudje uporabljali pri svojem vsakdanjem delu, potem pri raznih hišnih opravilih, veliko pa je tudi predmetov, ki nakazujejo na to, z kakšnimi rokodelskimi spretnostmi so se ljudje ukvarjali na našem območju v preteklosti. Tako lahko vidimo izdelke, ki so jih izdelali lončarji, potem pletarji, cvečarji in pa tudi drugi obrtniki. Žal teh obrti danes na našem območju več ni razvitih, tako da je etnološka zbirka tista, skozi katero lahko občudujemo te tradicionalne obrti, značilne za ormoško območje nekako prve polovice 20. stoletja.
V zbirki imamo tudi predstavljeno vinogradništvo kot vodilno gospodarsko panogo na ormoškem območju v preteklosti. Vinogradništvo predstavljajo predvsem preše oziroma tako imenovane stiskalnice. Najstarejša je iz leta 1820, potem imamo tudi stiskalnico iz leta 1920 in pa tudi več manjših stiskalnic. Veliko stiskalnico pa imamo razstavljeno na grajskem dvorišču. Sicer pa tukaj izstopajo na našem območju predvsem klečaje. To so vinogradniške hišice, ki jih nekako zasledimo na tem širšem ormoškem območju. Klečaje imajo ime po tem, ker nekako klečijo oziroma so nekako utopljene v zemljo, nekatere pa imajo tudi velike ključe in prav potem so te vinogradniške hišice dobile tudi ime. Krite so s slamo, v njih pa so predvsem preše oziroma stiskalnice, torej so namenjene predvsem hranjenju vina. Med razstavljenimi prevoznimi sredstvi velja izpostaviti dvoje sani, in sicer so te sani domačini uporabljali predvsem v zimskem času, takrat, kadar so iz gozda vozili kakšno listje ali pa iz hleva celo gnoj na njivo ali pa v gozd. Hkrati pa je tukaj razstavljen tudi lojtrni voz, ki prav tako izstopa po tej pleteni košari, in sicer te košare so bile rokodelski izdelek, izdelovali pa so jih domači pletarji. Zbirka Velika nedelja skozi stoletja prikazuje zgodovino Velike nedelje, in sicer od rimskega obdobja pa potem prihod križniškega reda na naše območje. Zadnji del pa je namenjen predstavitvi društev na tem širšem velikonedeljskem območju. In sicer so predstavljene rimske izkopanine, ki so bile najdene tukaj na območju Velike nedelje. In sicer tukaj posebej izstopa nagrobni kamen in pa nekaj lončenine. V drugem delu je predstavljen križniški red, ki je na območje Velike nedelje prišel konec 12. stoletja. In sicer po legendi iz leta 1199 bi naj bila na območju Velike nedelje bitka, v kateri so križniki premagali ogrsko vojsko, in v zahvalo jim je potem Friedrich Ptujski daroval zemljo na tem območju Velike nedelje. Tukaj so tudi zgradili grad, potem oblikovali župnijo, ustanovili komendo in ostali na območju Velike nedelje vse do danes. Do konca druge svetovne vojne se Velika nedelja imenovala Großsonntag, prav po tej legendi, kajti ta znamenita bitka bi naj bila na velikonočno nedeljo. Dober dan, Bog daj, lepo pozdravljeni tukaj v našem Ormožu, biser Prlekije. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, če ste že prišli v Ormož, jaz vas vabim v naš ormoški grad. Kar izvolite, boste videli lepo grajsko dvorišče in pa enkraten vodnjak. Kar izvolite, gremo. Vrata se kar že odpirajo, vidite. Nahajamo se v grajski pristavi Ormož, kjer so na ogled tudi najlepše srednjeveške plastike ormoškega območja, ki datirajo tam od 12. stoletja pa vse do 14. stoletja. Vrhunec razstave pa predstavljajo 3 gotske plastike, Sveta Doroteja, Sveta Marjeta in Marija, ki so za nas toliko pomembnejše, kajti nastajale so izpod rok kiparjev, ki so ustvarjali tudi v ptujsko-gorski kiparski delavnici. Razstava Od igrače do žare prikazuje nekdanjo ormoško prazgodovinsko naselbino, ki je obstajala tukaj od 11. do 1. stoletja pred našim štetjem. Ta naselbina je imela obliko polkroga, bila je velika tako kot center današnjega Ormoža, približno 400 x 400 metrov. Kako pa so se imenovali takratni prebivalci, tega pa vam žal še ne vemo razkriti. Potem plemiške rodbine, ki so v gradu živele, so sam grad nekako oblikovale v bogat zgodovinski zaklad, in tale zgodovinski zaklad nekako čuva mnoge zgodbe preteklosti in tudi speta nove za nadaljne rodove.
kajti tukaj se je menjalo kar nekaj grajskih lastnikov. Prvi lastniki so torej bili gospodje Ptujski, nato so sledile rodbine Frankopan, potem tudi rodbina Zekeli, ki je tukaj gospodarila v 15. stoletju. Tale rodbina je bila tudi zaslužna za graditev frančiškanskega samostana, ki je bil v tistih časih prvi in najstarejši v Sloveniji. Nato so potem sledile še druge rodbine. Tudi rodbina Pete v 18. stoletju, nato pa potem še v 19. stoletju rodbina Paver, ki je dala grad tudi klasicistično obnoviti. Kot zadnji lastniki, plemiški lastniki gradu so potem tukaj gospodarili grofje Wurmbrand-Stupachi od leta 1908 pa do konca druge svetovne vojne. Po vojni je bil grad nacionaliziran, danes je pa v lasti občine Ormož. Klasicistične poslikave se nahajajo v reprezentančnih prostorih ormoškega gradu, v 4 prostorih. V enem izmed prostorov v nekdanji jedilnici je poslikan tako strop kot tudi stene in v tem prostoru je slikar upodobil nekako iluzionistično antično pokrajino, bogato z vodnimi površinami, z antičnimi zgradbami in tudi z stebri. Posebnost v tem prostoru je tudi strop, ki je poslikan na način, da deluje kot optična prevara, kajti strop je popolnoma raven, ampak glede na to, v katerem delu prostora se nahajaš, nam deluje drugače. Te poslikave, kot omenjeno, so tudi najlepše klasicistične poslikave v Sloveniji iz začetka 19. stoletja. V prvi fazi razvoja gradu je nastala najprej grajska hiša, ki je skrita v današnjem južnem traktu, nato je okrog leta 1300 nastal obrambni stolp in ta obrambni stolp je res mogočen obrambni objekt, ki ima v temeljih tudi 3 metre debele zidove. Skozi stoletja je služil ves čas svojemu namenu, kajti tukaj je bilo precej madžarskih napadov, kasneje so ga napadali tudi Turki. Zbirka Marka Sluge govori o bivalni kulturi meščanstva v prvi polovici 19. stoletja. Ohranjeno je bidermajersko pohištvo, prav tako potem tudi ure. Gre za ure velikih urarskih mojstrov iz začetka 19. stoletja. Na ogled so potem tudi kakšni drobni predmeti iz vsakdanjega življenja takratnega meščanstva. Gre torej za zelo veliko donacijo našemu muzeju, ki jo je leta 2003 gospod Marko Sluga podaril našemu muzeju. In vse te predmete, ki jih lahko vidimo v tej zbirki, so bili pravzaprav skrbno izbrani v mnogih antikvariatih, potem tudi starinarnicah, tudi po sejmih, odkupoval je potem tudi od drugih zasebnih zbirateljev in res je nastala ena čudovita donacija oziroma zbirka.